Z Jono, redno bralko Pila, najprej stopiva do najnovejših izvodov. V njem piše veliko novic o znanjih, pa o dogodkih, ki se dogajajo po svetu, o ljubezni, o prepirih starših. Ko je leta 1948 išla prva številka Pionirskega lista, kot so ga takrat poimenovali, pa je bil časopis bolj politično usmerjen. To je bil čas po drugi svetovni vojni, zato so novinarji poročali v Titu o nalogah pionirjev v mladinskih delovnih brigadah. Po mnenju današnje urednice se je Pil zelo spremenil, ko je v domove osnovnošolcev prišel internet. Spremenili so način pisanja, več je bilo krajših novic, prilagodili so rubrike. Veliko prahu pa je dvignil, ko je Desa Muck začela pisati članke o spolnosti. To je cela Slovenija, torej učiteljska srednja po koncu skočila. Takrat to so bili že toliko časa nazaj. In še vedno. In prav članki, ki so se dotikali tabujev, so najbolj zanimali novinarja Pila Jureta Krefta, ki danes največ piše o filmu. Pila se jaz spomnim po mojem prek Vesele šole. Jaz sem bil piflar, in pač sem hotel sodelovati na tekmovanjih in potem je bilo treba Veselo šolo najti v Pilu in potem sem začel listati in mi je bilo všeč. Ideja za Veselo šolo je nastala v 60-ih letih. Je bilo veliko jamranja, da je ta navadna šola dolgočasna in tako naprej. In so rekli, zakaj ne bi mi drugačno šolo naredili. Ena od bolj priljubljenih rubrik v Pilu pa je še vedno Teta Justi. Ne moram povedati, da je Teta Justi. Lahko pa povem, da je resnična oseba. Si želi ostati samo tista teta, tako da si jo vsak otrok po svoje predstavlja, da ji res zaupa največje skrivnosti.